Ja. Zdaj, kakšen bo danes dogodek? Kratko bi vas rada popeljala po naši cerkvi, potem pa se bomo odpravili v Slomškov dom, ker tam nas čaka pa nekaj izjemnega. Jaz moram reči, da sem prav vznemirjena, komaj čakam, da bom slišala vaš odziv. Veste, da smo končno našli izvirno sliko iz oltarja, ki je bil pred to oltarno podobitvijo v naši cerkvi, tam do leta 1965. So jo skrivnostno, nimamo nobenih podatkov, prinesli k nam v Posavski muzej Brežice. Takrat je bil sicer že ravnatelj Stanko Škaler, ki je znan predvsem po tem, da se je ukvarjal s kmečkimi upori, pa tudi potem, da je kar zelo mlad umrl, žal še na delu, no. Nasledil je pa Franja Stiplovška, se pravi našega prvega ravnatelja. In res nimamo prav nobenih podatkov, smo pa veseli nekako, da se je to delo ohranilo in da je bilo kar dolgo shranjeno na v bistvu nekem primernem mestu, na nek način malo založeno pri nas, ampak nič hudega, to je zdaj moj problem, ker je ustanova, ki jo vodim. Dobro, zakaj smo danes tukaj? Želeli smo obeležiti 240-letnico gradnje naše župnijske cerkve. Zgodba je zelo taka, ima zelo veliko zapletov, bi lahko rekli. Vemo, da je Sava tekla pod zahodno fasado, je tako. In na drugi strani, mičkeno bolj v to stran, nasproti župnišča, naprimer, je bila takratna župnijska cerkev svetega Lovrenca, ki je prvič omenjena leta 1328. To se pravi, v sredini 18. stoletja je bila to že dokaj stara cerkev, bi rekli, in meščani so opozarjali, da je tudi v slabem stanju. Naša župnija je bila takrat del samostanske posesti, se pravi inkorporirana Kostanjeviškemu samostanu, cisterci v Kostanjevici, in naši someščani so pošiljali različna opozorila, da v bistvu je cerkev v slabem stanju, da je treba nekaj narediti, da je mogoče ali se prestavi, ali se obnovi, ali se poveča, kakorkoli, potrebovala je posebno skrb, kajti Sava že takrat ni bila stanovitna. Potem pa vemo, potem so se pa dopisi sem pa tja, pa so se malo prepirali, pa tako naprej, pa je še vmes malo župan posegel, takrat je bil župan Andrej Fuchs, tako da ta zgodba se je odvijala in je odlično tudi po virih, kar jih je popisana v tej knjigi. Smo zelo hvaležni našemu zaslužnemu župniku, gospodu Milanu Kšeli, ki je takrat čutil, da je treba izdati kakšno knjigo in je nastala ta knjiga, ta prve brežiške študije, številka 1, pred 20 leti, tako da tudi to na nek način obeležujemo. Poglejte, to je res za mene zelo uporabna knjiga, ker imam polno listkov, ker stalno kaj potrebujem. In tudi danes upam, da sem si zapomnila, kater listek je zakaj, če ne bom pa si malo pomagala. No in 25. januarja 1781 je bila pa res velika poplava. In mi ves čas beremo, da je odnesla župnijsko cerkev svetega Lovrenca in 2 podružnični cerkvi svetega Florjana in pa svetega Nikolaja v tisti vasi Zasab, ki je že nekaj časa poznamo, tam veste, kje je Zasab. To sta bili v bistvu še obe podružnici cerkvi, se pravi naše brežiške župnije. Ni čisto tako, da so takoj odnesli, kajti poroča naša župnijska kronika, da so 25. marca 1781 slovesno v dolgi procesiji odnesli cibori in monštranco, tako, v seveda cerkev svetega Roka. Na nek način je bila božja milost, sreča, ne vem, dobro delo, ampak 1764 nekje imamo kot letnico, ko je bila dokončana podružnična cerkev svetega Roka in za kar nekaj časa je potem sveti Rok prevzel vlogo župnijske cerkve. Potem seveda, kaj narediti? So zapisniki, kaj narediti po tej katastrofi. Ali obnavljati cerkev obstoječo, ki je bila v bistvu zelo nevarna, ali graditi novo, denarja nikoli ni dovolj in seveda spet imamo ta pisma, ko se dogovarjajo s cistercijani, kaj narediti, ampak v nekem trenutku so se odločili, da bodo gradili novo cerkev
in 8. julija 1782 so začeli z gradnjo te cerkve, v kateri smo danes. Se pravi, zelo hitro se je to dogajalo in zgodi se tudi to, da so se odločili, da so kar nekako prevzeli, vzeli ali pa pač tako je bilo nekako najhitreje, načrt, ki ga je zelo znan takrat že arhitekt, avstrijski, ki je zelo velik delal na Slovenskem Štajerskem, Janez Nepomuk Fuchs, ni bil v žlahti z županom, ga je v bistvu naredil za cerkev Svete Marije v Würbergu. Tako da, če boste šli kdaj v Würberg, boste nekako videli, da je cerkev v bistvu skoraj da enaka. Naša je mogoče malo krajša, ker so potem finančno malo omagali, no, in je bil zvonik končan šele leta 1814. Tako da, kaj se je dogajalo potem v tem vmesnem času, ne, nimamo, ne, gospod župnik emeritus, ne, točno podatka, kdaj je bila posvečena. Vemo, da do 1804 dejansko ta cerkev, kjer smo tukaj, ni opravljala naloge župnijske cerkve, ampak je bilo to v frančiškanski cerkvi svetega Antona Padovanskega. Ne. Mi imamo seveda že iz 17. stoletja tukaj frančiškanski samostan in so to še ene posebne okoliščine, ki pač življenje župnijsko, krščansko malo opredeljujejo v našem mestu. Ampak tako, da nimamo zdaj natančno datuma, ne vemo, ali so na god svetega Janeza Evangelista imeli bogoslužje v tej cerkvi pred 240 leti, ne vemo, je tako, ne. Ker večina potem pa seveda to, kar danes gledamo, je pa iz druge polovice 19. stoletja. Druga polovica 19. stoletja splošno prinese v škofije slovenske, pač na naše ozemlje številne novosti. Če zdaj seveda govorim kot umetnostna zgodovinarka, ne, jaz pač nisem teologinja, jaz sem umetnostna zgodovinarka in to bi vam želela malo povedati. Takrat nekako se okrepi naša družba in ljudje si želijo tudi olepšanje, ozaljšanje cerkva. To je lahko bilo dobro, nekje ni bilo ravno dobro, ker to je pač čas neoslogov, ne, ko so se umetniki naslanjali na nekaj, kar je že pač bilo, ali je bila ta neoromanika, se pravi zgodnji srednji vek, ali je bil gotika, pozni srednji vek, te velike katedrale, recimo nekaj med enim in drugim je cerkev Svetega križa v Svetem križu, recimo v Podbočju, ne, so različne neosloge skombinirali in naredili tako veliko cerkev. Ali pa recimo, no in tudi pri nas ne dobimo novo arhitekturo, seveda, ker je ta dokaj še mlada in tudi zelo lepo narejena, pozno baročna, namreč ta arhitekt je bil takrat že zelo slaven, delal veliko po Štajerskem, najbližje je delal za Auersperge, to cerkev Svetega Duha, to je danes galerija Krško, to je tale kapela, ki je bila prav povezana z gradom Krškim, ki je sicer potem v 19. stoletju propadel, res lep spomenik, no, pozne baročne umetnosti v Krškem. Tako da to ob cesti jo vidite, tako da se gotovo jo poznate. No in je potem seveda druga polovica pride do tega, da lahko naši Brežičani povabijo dva takrat kar že uveljavljena slikarja oziroma freskanta, Tomaža Fantonija in Jakoba Brola. Prišla sta iz okolice Vidma, to se pravi, to je Furlanija, ne. Iz Furlanije pridejo takrat v tistem času kar številni umetniki, imajo velike delavnice, delajo po celotnem območju takratne Avstro-Ogrske in ta skupina, ona dva sta približno 10 let pač od različnih ovirih delala skupaj in zdaj pri naši cerkvi imamo en velik problem. Najbrž sta delala že konec 50 let, ampak potem imamo poročila, da sta morala kmalu že freske popravljati. In zanimivo, ne, da pač piše, v virih najdemo, da je bil pač Fantoni bolj vešč fresko tehnike, to se pravi slikanja podob recimo na moker omet, medtem ko je pa Brolo bil bolj vešč figuralike, ne. Zdaj, pri nas pač ves čas pravijo kolegi strokovnjaki, ki se bolj s tem ukvarjajo, tudi znanstveno, se pravi na inštitutu, umetnostno-zgodovinskem inštitutu, recimo so to te strokovnjaki, ki to bolj poznajo, mi pa bolj povzamejo, pravijo, da pač sta delala skupaj oziroma je kar težko ugotoviti, kaj je, zakaj so bile freske že prej kot 30 letih slabe,
je lahko več razlogov, ne. Ali res nista bila dobra v tehniki, ali je bilo kje narobe z barvami, ampak nekje naj bi potem že kmalu morala popravljati. Ko pa nekako se cerkev spet spremeni, se prilagodi časom, oltar se obrne, tako veliko stvari se zgodi in naš župnik, doktor Karel Jeler, si zaželi spremeniti prezbiterij. In takrat pride k nam že slaven slikar, freskant, načrtovalec vitražev, slikar, duhovnik Stane Kregar, ki je študiral v Pragi, ki je veliko hodil v Francijo, ki ga v bistvu umetnostna zgodovina priznava kot tistega, ki je bil med prvimi, ko je pri nas v Slovenijo prinesel moderno umetnost. On je v 60-ih letih že razstavil v Moderni galeriji Duhovnik, tako da on je bil resnično spoštovan in leta 1971 prejme tudi Prešernovo nagrado, kar je res velika redkost in je zelo čaščen. No in leta 8. junija 1966 začne z izdelavo prezbiterija, kot ga imamo danes, in ga konča v 10 dneh, tako pravijo poročila. Se pravi, pred 240 leti je bila najbrž cerkev prazna, ni bila poslikana, ne vemo točno, kaj je bilo, potem pa od sredine 19. stoletja pa nekako dobimo poslikavo prezbiterija, od katere je ostala zdaj to poveličanje svetega Lovrenca, ki je narejeno v baročni maniri, se pravi, gre v višavo, imamo občutek prostora, angeli ga dvigujejo ob njem, seveda je tudi to orodje njegovega mučeništva, ker je bil spečen na žaru zaradi pač svojih dejanj. Namreč sveti Lovrenc je bil, bi lahko rekli, bančnik, papežev bančnik, in ko najprej zajamajo v 3. stoletju papeža, potem mu papež ga nekako papež nagovori, on se pa v bistvu znajde in razdeli ves denar, ki so ga imeli med reveže, in potem, ko ga cesar povabi k sebi, pač mu ne da denarja, ampak mu pove, da v bistvu ljudstvo, ljudje smo tisto bogatstvo, mi smo tisti cekini, ki naj bi jih cerkev imela, in seveda potem ga mučijo in ga živega spečejo na ražnju. To je ena izmed najbolj takih groznih mučeniških smrti, zato je on vedno upodobljen z ražnjem. Tam pa vidite, da že čakajo angelci, mu bojo nadeli svetniški si. Tako da to je v bistvu taka lepa iluzionistična arhitektura. Potem so seveda upodobljeni cerkveni očetje, sveti Hieronim, tega najlažje prepoznamo, Karmeleva, potem pa so še sveti Avguštin, Ambrož in Gregor, te so si pa zelo podobni, tako da imam napisano, kateri je kjer, tudi je, ja, Gregor, potem pa se Ambrož pa Avguštin. Moram pogledati zmeri na sliko, ker sta si podobna. In pa seveda Agnus Dei, jagnje Božje, Davidov stolp je na tej strani, posoda modrosti oziroma vidite, zadnji so nakazane 10 božjih zapovedi in pa pelikan, ki svojo krvjo hrani mladiče. Sveta Gertruda je sanjala, da je v bistvu Kristus svojo krvjo hranil seveda vse nas, kar dejansko je, in pelikan je tukaj simbol Kristusa. Potem pa imamo seveda apostole v kupoli, ta je pa res lepo oblikovana. To v bistvu ni kupola, je tako imenovana češka kapa, ker je malo nižja in je na teh 4 stebrih, te 4 stebre naslonjena. Tukaj pa v bistvu kar lepo prepoznamo svetega Petra, svetega Pavla, potem imamo tukaj našega mladega Janeza evangelista. Janez evangelist je upodobljen ponovadi kot mladenič. Potem imamo, zdaj gremo pa od svetega Andreja, gremo od svetega Andreja, tukaj ga najdete, svetega Andreja, potem imamo zraven svetega Tomaža, če gremo, v to ima sulico in kotnik, on je v bistvu zavetnik arhitektov, geometrov, zidarjev, kamrosekov in tako naprej, Potem imamo svetega Jakoba, zdaj pa ni po vrstnem redu. Zakaj pa zdaj gremo v to smer?
Aha, imamo pa tukaj, no gremo pa na to stran, sem čudga. Svetega Jakoba starejšega, potem imamo svetega Filipa s tem križem, a zakaj pa tako, aha, so se mi malo zmešali. Svetega Filipa, a ne da, je tako. Potem je zraven sveti Juda Tadej, ne, tale z gorjačo, ne, ima gorjačo in kamen. On je v bistvu zelo dober preprošnik v hudih stiskah in brezupnih zadevah, tako da se mi zdi tako fajn, ne. Mogoče ga premalkrat kaj prosimo. Potem imamo svetega Jerneja, je tamle, ne, tukaj, sveti Jakob mlajši, je zraven svete Jakoba starejšega in z žago Simon, ja. Imamo pa tam sveda Davida, ne, na koru in našo zavetnico sveto Cecilijo, ne. Ta dva sta pa tudi zelo pomembna. Dobro, v stranskih oltarjih imamo svetega Florjana in svetega Nikolaja, se pravi spominjata na tiste dve cerkvi, ki pa nikoli nista bili več zgrajeni, čeprav so bili načrti. Sveti Florjan seveda je zelo pomemben zavetnik proti ognju in to je bilo vedno zelo aktualno. In pa sveti Nikolaj smo, ne, ob vodi, tam je zelo lepa skupina ljudi, nekih prebivalcev so na ladji, so na zemlji, jih skuša reševati z vsemi temi vsemi različnimi atributi. Dobro, potem pa bom takoj še tega ampak naš sveti Lovrenc na sredini, Kregarjev. Kregar je bil res moderen umetnik in je tudi tukaj se vidi, kako je on v bistvu s ploskvami ustvarjal prostor. Je bil že tak abstrakten umetnik in je z barvo in s ploskvo največ naredil, potem pa v to postavil še figure, ne. Imamo srednji prizor, palmova vejica tudi kot simbol mučeništva, tam imamo ta žar, potem pa iz stare zaveze, iz nove zaveze prizori. Stranska oltarja sta seveda tudi bila, ampak v 60-ih letih so potem to preuredili, na eni strani krstni kamen, na drugi strani pa imamo tukaj Marijo, a ne da vladarico sveta, tudi dela našega Staneta Kregarja, ki je naredil tudi predloge za tale vitraže, ne, se pravi zaslikana steklena okna, 2-4, pa potem imamo tudi nad korom to lepo okno z golobi, z lepimi barvami, ki se v bistvu lepo prosojajo. In pa seveda on to ni delal, to je delala družba Staklo iz Zagreba. V 70-ih letih 19. stoletja je nekako bilo zelo pomembno tudi, da so cerkve dobile križev pot. Tudi naš je tam iz konca 19. stoletja. Tudi Kregar je naredil križev pot tam leta 1970. Nekaj časa je bil v naši cerkvi, potem so se ljudje odločili, da jim je ta, ki je bil pač mogoče malo bolj klasičen, ne, bolj všeč. In naslednje leto, ko bo na nek način Kregarjevo leto, ker bomo obeležili 50-letnico njegove smrti, bo naš križev pot, ki je lepo shranjen v arhivu našega župnišča, ne, potoval v Ljubljano, v Kregarjevo galerijo, to je danes Škofijska gimnazija, v prostori Škofijske gimnazije in ga bomo spet predstavili javnosti. Dalo bi se še zelo veliko o podrobnostih govoriti, ker res smo hvaležni za to knjigo in imamo kar nekaj podatkov. Pod to preprogo se pa skrivajo te nesrečne ploščice, ki jih številni ne maramo, so tudi tam iz leta 1968, ne. Vemo tudi, da jih je položil gospod Petaci, ne, tukaj se vidi. Petaci, ki še zdaj družina se ukvarja s tem poslom, ne, tako da tudi to je neka vrednota, tako da okvirje se pravi tako je, kot je, in je zvita v tulec, na platnu, poškodovana, ali recimo so pač te poškodbe mehanskega izvora, ne ve, ali kakšne drugega izvora, tam ona predvideva, da možno, da so bile kakšne sveče krive, da je bil kakšen manjši požar, ki je takega, zato da tam spodaj, ne, ko so pač na oltarju imeli
bi se dalo to zgoditi. Smo dobili tudi eno krasno ozadje od Fotobavec, ne? To se pa spomnite Brežičani, ki se zgodili. Imamo res tudi tako veliko, ne vem, 5 metrov na 4, ne? In trenutno tudi nimamo pravilno shranjeno, nimamo kam dati, no, če bi težko zapremo, pa je lepo, ne? Ampak to tudi najbolj ne bo v redu, ne? To se pravi, potemnile retušeno, ampak moramo jo proučiti. Pravi pa naša konzervatorka, treba je utrditi odpadajoče poškodovane barve plasti, zaščititi lice slike, se pravi ta zgornjo plast, jo lepo zravnati, potem platnene vsadke narediti stavke, to je lahko čisto zelo enostavno, je rekla, da se da, podlepljanje platnenega nosilca, se pravi, da morajo natančno pogledati, kaj je s trtom slike, potem pa obvezno napenjene na primerno zdelan nov podokvir, površinske nečistoče in laka, to je treba tudi čim prej odstraniti in pa potem pokipati, kaj je poškodovanih površin, ter retuširati in polakirati sliko, se pravi retuširati, kakšne stvari, ki niso v redu in potem tudi to še popraviti. Določene zadeve so pa potem seveda še vedno v času, ko začnejo čistiti, veste, to se počne res zelo natančno, zelo počasi, ampak naša restauratorka, ki je to videla, je bila čisto navdušena, je rekla, a lahko to že drugo leto začnemo. Zdaj, kar ne vem, bomo pač videli, kako bo, ne, ker najbolj to kar nekaj mesecev traja. Pa če mogoče to naredimo, bi pa vsaj potem posodili spet lažopni nazaj, ne, recimo. Najprej seveda vsem skupaj lep pozdrav in še posebej se zahvaljujem za čestitke, ki sem jih doživel v vaši cerkvi, oziroma v naši cerkvi. Res je, kot je bilo povedano, jaz izhajam iz Dobovske župnije, vendar definitivno kot župan moram skrbeti in mi ni vseeno, kako se razvijajo vse župnije v naši občini in seveda sem vesel, da v Brežicah seveda ste predvsem Milani kot pomoč in jaz verjamem, da bo Brežiška župnija in pa vsi objekti, ki so in pa tudi takšne slike tudi v prihodnosti dobile še več pomena in pa seveda vsega, kar je potrebno. Seveda v občini Brežice se zavedamo svojih korenin, saj jaz kot župan in zato seveda tudi zelo spoštujem in poskušam maksimalno pomagati. Bilo je že danes omenjen tudi ta Slomškov dom. Vemo, v kakšnem slabem stanju je, in jaz pa nam res posebej se bom zahvaliti vsem, ki ste prepomogli, da ta Slomškov dom počasi dobiva svojo obliko in postaja res ponos Brežic, kajti pred 20 leti je bilo to ena skoraj sramota občine Brežice, ta objekt, pa ne kot pomen Slomškovega doma, tako da se je ogromno naredilo. Jaz upam, da bomo to nadaljevali in da bomo seveda to dobili še dodatne vsebine. Seveda sam kot župan in pa občina bomo še naprej stali v strani. 5. oziroma 6. mandat, jaz verjamem, da ta podpora, ki sem jo dobil na volitvi, je predvsem ena velika obveznost za mene in jaz verjamem, da jo bom tudi upravičil. Glede na to pa, da smo tudi v praznikih, pa seveda vam vsem nekako, čeprav smo že proti koncu božičnih praznikov, še želim vse dobro v teh praznikih in pa verjamem, da leto 2023 bo leto, kateri bo, kako rečem, boljše, predvsem pa leto, ki nas bo povezoval, ki nas bo zadrževal in jaz verjamem, da v drugem letu bo še veliko priložnosti za srečevanje in za takšne pomembne dogodke. Tako da želim vam vse dobro in srečno 23. Za našo kulturno dediščino. To za cerkev, kar se tiče za sliko, ki smo jo tukaj našli, predvsem pa za naše ljudi. Kajti ljudje smo tisti, ki smo danes sedanjost, v upanju na prihodnost. Ne samo jaslice, kakor smo čudovit slogan sedaj dobili, ampak smo ljudje tisti, ki smo povabljeni, da gradimo to našo prijetno, bom rekel, lokalno skupnost, prijetno župnijo, predvsem pa, da se počutimo tukaj kakor doma. In to je namen tudi našega Slomškovega doma, ki ste ga pod okriljem in pod duhovno spodbudo in gorečo željo in gorečim delom in molitvijo našega gospoda Milana, torej zaslužnega župnika,
vse skozi gradili skupaj, mu pomagali in tako naprej, zdaj pa v upanju na prihodnost gledamo, da bo se še kaj lepega tudi za drugim nadstropjem in mansardo tudi naredilo. Jaz sem vesel, kajti 1824 in 200-letnica torej šole tukaj v Brežicah se naglo približuje. In upam, da bo to letnica, ko bo lahko še kaj dodanega zraven. Ne samo upam, jaz sem prepričan v to in se že veselimo teh lepih in bogatih del, ki bodo še pred nami in so danes naša, bom rekel, realnost. Tako, tudi sam bom izkoristil priložnost, da vam zaželim vsem skupaj v letu, ki je pred nami, predvsem enega veselja, ene radosti, ene hvaležnosti, da nam je še en dan, ta večer in tudi leto, ki bo pred nami podarjeno. Kakšno pa bo? To je pa Božji dar. Bog bo tudi v kakšni težki situaciji zna obrniti v dobro. Ljudje pa iz nemogočih situacij znamo narediti tudi mogoče, lepe, čudovite. No, obratno je tudi res, moram priznati, ne? Tako da veselimo se tega, kar je pred nami, ob prihajajoči prazniku novega leta. Vas bi želel še posebej spomniti, da se s hvaležnostjo ozremo na zadnje leto, na zadnji dan tega letošnjega leta in rečemo hvala drugemu, zato da smo še eno čudovito leto skupaj preživeli. Covid se je že skoraj posloval, nam še malo dela preglavica, pa vendarle nas usmerja, da bo prišlo naprej. Izzivov bo ogromno. Ko bomo skupaj reševali, bo še to toliko lepše in bogatejše. Torej, predragi v Gospodu, predragi vsi navzoči, dragi gospod župan, Ivan, z soprogo Stanko, zdaj sem se pa že počasno učil, veseli smo, da ste danes v naši sredi in dobrodošli še večkrat, dobrodošla še večkrat,